Lepo pozdravljeni iz Strasbourga. Tokrat smo v Evropskem parlamentu sprejeli naša stališča za podnebno konferenco, ki bo letos konec novembra in začetku decembra v Durbanu. Samo za osvežitev spomina naj povem, da so aktivnosti na tem področju potekale že v prejšnjem tisočletju, tako je leta 1992 v Riu padla odločitev, da se bodo najbolj razvite države sveta zavezale k zmanjšanju izpustov. In tako je res leta 1997 bil sprejet Kjotski protokol, ki je začel veljati 2005. Ti izpusti, znižanje izpustov pa naj bi se zgodilo v obdobju 2008 do 2012. Problemov je več. Prvi problem je ta, da države, ki morajo znižati izpuste po Kjotskem protokolu, pokrivajo le nekako tretjino izpustov v svetu. Poleg tega je znižanje teh izpustov zelo majhno, hkrati pa se bo leta 2012 ta protokol iztekel. Zato potekajo pogajanja v dveh smereh. Ena smer je, ali podaljšati Kjotski protokol, druga smer pa je, da se definira nek popolnoma nov sporazum, pravno zavezujoč sporazum. Problemi pa so pravzaprav enaki. Evropska unija bo letos na pogajanja odšla z lekcijo, ki jo je dobila pred nekako 2 letoma, kjer je videla, da če sami sprejemamo določene ukrepe, je to pravzaprav dobro za nas doma, žal pa mednarodnih akcij ne spodbudi. Tudi glede Kjota, to se pravi nadaljevanja Kjotskega protokola, po letu 2012 bomo zavzeli stališče, ki ne bo brezpogojno. Evropska unija je pripravljena nadaljevati Kjotski protokol, vendar z določenimi pogoji. Prvi je ta, da se zavaruje integriteto tega protokola, ampak to je tehnična stvar, ne tako težko dosegljiva. Veliko težje pa bo doseči to, da se tudi ostale države zavežejo in to na nek pravno zavezujoč način, do kdaj bodo pripravljene tudi same prevzeti podobna okoljska bremena kot Evropska unija. Problem, kot sem rekla, je ta, da že doslej Kjotski protokol pokriva le slabo tretjino izpustov, so pa že vnaprej najavile Rusija, Japonska in Kanada, da ne gredo v podaljšanje in v tem primeru se ta delež še zmanjša. No, na drugem tiru, se pravi, ki poteka paralelno, je nek svetovni globalni sporazum in upamo, da bomo v Durbanu dosegli neko dogovor o časovnici, ki bo vključevala tudi to, do kdaj bomo dosegli ta resnično globalni sporazum glede omejevanja izpustov ne le razvitih držav, ampak tudi ostalih večjih gospodarstev, kot je recimo kitajsko gospodarstvo. Konec koncev je pravica do zdravega okolja, človekova pravica, podobno kot pravica do hrane, do bivališča, do vode in seveda so, če gledamo na tak način, so jo dolžne zagotavljati vse države tega sveta.